Prinašalci, lepo pozdravljeni. Upoštevanje prometnih pravil je zelo pomembno, saj prispeva k večji varnosti v prometu. Danes se bomo skupaj naučili, kako se moramo obnašati, če smo udeleženci prometa. Z mano v studiu že lepo pozdravljam našega današnjega gosta, Manuela Pungertnika, inštruktorja varne vožnje. Živa. Na začetku sva se dogovorila, da se bova tikala. Torej, danes se bomo naučili, kako se moramo obnašati, če smo udeleženci v prometu, kot sem že prej povedala. Kdo pa sploh so udeleženci v prometu? Udeleženci je zelo širok pojem. Vsi, ki se kakorkoli dotaknemo prometa. Tudi govorimo o pešcih, kolesarjih, voznikih, motornih vozil, enoslednjih tovor. Vsi, ki se združujemo na neki cesti. No, pešci morajo hoditi po pločniku, kaj pa, če ni pločnika? Zakon jasno govori, da če ni pločnika, pešci hodijo po levi strani vozišča, se pravi na sprotni strani, a ne kot se vozijo avtomobili. Lahko pa hodijo tudi po desni strani, kadar bi bilo to za njih bolj varno. In zdaj, če smo v Velenju, pa če kar postavimo cesto proti Celju oziroma proti Dobrni, tam imamo kar nekaj zavojev, kjer so skale in vse ostalo, tam je po vsej verjetnosti za marsikaterega pešca bolj varno, da hodi po desni strani. Tako da zakon je tukaj na dve strani in zakon govori predvsem po levi, ampak če pa ni dovolj varno, pa na desni. Kaj pa tisti, ki imajo obute rolerje ali kotalke, kje se morajo voziti? Zdaj, posebna prevozna sredstva, kot so rolerji, kotalke, so dovoljene na pešpoteh oziroma pločnikih ali pa območjih za pešce. Tam lahko se vozimo s tem, ampak moramo biti pazljivi, da naša hitrost ni višja oziroma da s svojo hitrostjo ne ogrožamo ostalih pešcev. Kako pa je z vozniki navadnih in električnih skirojev? Tukaj imamo vas spet. Že prej sem rekel, posebna prevozna sredstva v zakonu, zdaj poznamo dva termina. Neki so lahka motorna vozila, kamor spadajo že te električni skiroji, medtem ko posebna prevozna sredstva so pa skiroji, ki nimajo elektrike. Se pravi, tisti, ki jih poganjamo res sam z nogami. In ko govorimo o električnih skirojih, je pa zakon zdaj končno, smo tudi zakonsko to opredelili, da se smejo voziti po kolesarskih površinah. Se pravi, na kolesarskih površinah. In smejo se voziti tudi v naseljih, kjer je omejitev 50 km/h, razen v primeru takrat, kadar pa govorimo o invalidskih vozičkih, pa tudi na tistem delu, kjer je omejitev 70 km/h. Se pravi, če čisto poenostavimo, če imamo električen skiro, smo na kolesarski stezi in se obnašamo kot kolesarji. Super. Kje pa morajo sicer voziti kolesarji, motoristi, skuterji? Zdaj, glede na to, da si kar nekaj segmentov povedala, predvsem je tukaj ko govorimo o mopedih, poznamo dva mopeda, se pravi, tisti, ki gre do 25 km/h, prepoznamo ga po rumeni tablici, ali pa ki gre malo več, ki je bela tablica. Se pravi, ko govorimo o teh, ki grejo do 25 km/h, po kolesarskih poteh, kolesarskih stezah, kolesarskih cestah, za vse ostale mopede normalno, tako kot vsi vozniki avtomobilov, se pravi po cestah, in isto velja za kolesarje. Kolesarske poti, če pa te ni, pa ob desnem robu, oddaljeni od desnega roba toliko, da nismo sami sebi nevarni oziroma da promet poteka varno. Pa obstaja za voznike električnih skirojev in koles kakšna starostna omejitev? Ja, zdaj starostne omejitve, kar se tiče samih koles, ni, zato ker zakon govori, da moramo biti v spremstvu staršev oziroma toliko časa, dokler nismo samostojni. Obstaja kolesarski izpit, ko dobimo to samostojnost, in enako velja potem tudi z električnimi skiroji oziroma, če govorimo o lahkih motornih vozilih. Se pravi, od 12. leta do 14. lahko ta vozila vozimo, če imamo kolesarsko izkaznico, od 14. leta naprej pa lahko vozimo tudi brez nje. In ne potrebujemo nobenega posebnega izpita za to? Ne, zaenkrat ne. Čelade nas ščitijo v nesrečah, pa so za kolesarje in voznike električnih skirojev obvezne ali ne? So do 18. leta, se pravi do polnoletnosti, zakon govori, da so, ampak tukaj je mogoče zelo na mestu, če se že pogovarjamo o varnosti, ko napolnimo 18. rojstni dan, ne pomeni, da je naša glava postala karbonska, in da nas bo ščitila predvsem, in zato vsi, ki delamo v preventivi, svetujemo čelado tudi po 18. letu. Kljub temu, da je zakon, jo ne zahteva. Tudi pri tako nizkih hitrostih se nam lahko marsikaj zgodi, kaj ne? Največji problem je, da
prav te nizke hitrosti so tiste, kjer nas bo čelada obvarovala. Če govorimo o nekih ekstremno visokih hitrostih, je tudi vprašanje, če nas bo čelada obvarovala. Pri teh nizkih hitrostih je pa lahko čelada ključna, da ne utrpimo kakih hudih telesnih poškodb. Prečkanje prehodov za pešce. Kako jih prečkamo, če smo kolesarji ali vozniki skirojev? Lepo si zastavlja vprašanje. Prečkamo. Se pravi, prečkamo jih na en način kot vsi pešci. S kolesom, s skiroji, s posebnimi prevoznimi sredstvi, z lahkimi motornimi vozili ni dovoljeno voziti čez prehod za pešce, ampak moramo ob tem stopiti dol z našega vozila, če ga tako imenujemo, prečkati cesto in potem nadaljevati pot. Kako mora biti sicer naše kolo opremljeno? Se razlikuje, kako se vozimo podnevi ali po noči? Potrebujemo po noči kako posebno opremo? Samo to je tudi opredeljeno in to ni opredeljeno pri kolesih, ampak je opredeljeno v zakonu v tem smislu, da po noči mora imeti kolesar na sprednjem delu svetilko bele svetlobe, na zadnjem delu svetilko rdeče svetlobe, medtem ko sama oprema kolesa je pa opredeljena samo v tem, da mora imeti sprednjo in zadnjo zavoro. Ampak, če hočemo biti vidni, če hočemo, da nas drugi udeleženci vidijo, je vsekakor priporočljivo, da sami poskrbimo, da bomo dosti vidni. Ali velja enako tudi za električne skiroje? Enako, zato ker v zakonu piše, da se, ker predpis nam govori, da se električni skiroji oziroma posebna prevozna sredstva in lahka motorna vozila smatrajo enako kot kolesa. Kar pomeni, da če posledično to gledava, je enaka zadeva. Kaj naredimo, če smo kolesar in je na kolesarski stezi pešec? Zdaj, dejansko je pešcem včasih tudi dovoljeno hoditi po kolesarski stezi, takrat, kadar ni površin za pešce. Je pa lepo opredeljeno, da bi mogli pešci hoditi na tak način, da ne ogrožajo kolesarjev. Zdaj, vem, na kaj namiguješ, velikokrat se zgodi, da so pešci tam, ki jim res ne bi bilo treba. Jaz sem še zmeri tega mnenja, in ga zelo dobro poznaš, ne spremeniš lahko sebe, nobenega drugega v prometu ne moreš spremeniti in tukaj je mogoče zelo pametno, da smo mi tisti vzgled, ko nismo najbolj nervozni, pa ne znorimo, ampak ja, je pa fino, če upozorimo koga, če je tam, kjer ne bi smel biti. Torej se ne jezimo, skoraj razbijamo zvonec, ker se nam nekdo ne umakne. Mislim, lahko to naredimo, sam s tem nič ne pridobimo, tako da, če je to nekaj, kar moramo sprostiti, je mogoče boljše, da to sproščamo v nekem gozdu, kjer smo sami, zato ker tukaj pa lahko vplivamo. Mogoče ta pešec niti ne ve, da tam ne bi smel biti. Mogoče je to nekdo, ki je že tako prestrašen, damo pa vse v isti koš, da so pač to tisti, ki, ne vem, so naduti, ne upoštevajo pravil, ni vedno tako. Ko vozimo avto, ne smemo biti pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc. Kaj pa, če vozimo skiro ali kolo? Ista zadeva, tudi na kolesu ne smemo biti pod vplivom alkohola oziroma prepovedanih substanc in tudi zakon jasno opredeljuje kazni za to. Edino stvar, ki jo pri temu ne boste dobili, če boste s kolesom pod vplivom alkohola, ne boste dobili kazenskih točk, ker jih ni kam za napisati, boste dobili pa popolnoma identično globo, kot pa če bi vozili avto. Torej dobimo kazen? Da. Za kolo in za skiro? Skiro je spet tak zelo problematičen segment v zakonodaji, kjer sodna praksa na eni strani ja, na eni strani ne in se je zelo težko opredeljevati, ali je to ista zadeva. Dejstvo pa je, da zakon jasno govori, da ker se skiroji smatrajo kot kolesa, pomeni, da tudi na skiroji ne smemo biti pod vplivom alkohola. Ali lahko, če smo udeleženec v prometu, brskamo po telefonu ali poslušamo glasbo na slušalkah? Zdaj bom tako odgovoril, lahko, ni pa zaželeno oziroma je prepovedano. Vemo, da če smo v avtomobilu tega ne smemo, ampak hotel sem reči lahko, zato ker ljudje to delajo in dokazuje, da to lahko delajo. Govorimo v tem smislu, da je to možno delati. Se pa ne zavedamo, kako negativen vpliv ima mobitel med samo vožnjo, tudi ne nazadnje med hojo po pločniku. Vse več vidimo pešcev, ki imajo slušalke, ki so v svojem svetu in dejansko niti ne razmišljajo, kje prestopijo ali pa stopijo na cesto ali pa kje jo prečkajo, na kakšen način jo prečkajo in takrat res ogrožajo sami sebe. Tako da mobitel je nekaj, kar je postalo naš vsak dan
brez njega si ne znamo predstavljati življenja, na drugi strani je pa izredno nevaren in se same nevarnosti mobitela oziroma vseh naprav, ki nas kakorkoli motijo, žal v prometu ne zavedamo. Hvala za enkrat. Več o prometnih pravilih in signalizaciji pa po kratkem glasbenem predahu. Dolgo sem te čakala, te iskala med ljudmi. Dolgo nisem vedela, da nekdo nad mano bdi. Ne miri, da me poznaš, celo mene vse imaš, si tu, v dobrem in v zlu. Ja, rekel si, ljubim te kot si. Ja, rekel si, le zaupaj mi. Ja, rekel si, da ni te stvari, ki ločila bi duše najini. Sreča se rodi takrat, ko jo človek prepozna. Stotič je kot prvi krat, ko se oči pogledava. Ne miri, da me poznaš, celo mene vse imaš, si tu, v dobrem in v zlu. Ja, rekel si, ljubim te kot si. Ja, rekel si, le zaupaj mi. Ja, rekel si, da ni te stvari, ki ločila bi duši najini. Ni viharja, ki bi te drugam odgnal. Ti si ne glede na vse ostal. Ja, rekel si, ljubim te kot si. Ja, rekel si, le zaupaj mi. Ja, rekel si, da ni te stvari, ki ločila bi duši najini. Ja, rekel si, ljubim te kot si. Smo že nazaj. Danes se učimo, kako se moramo obnašati v prometu in čas je, da izvemo še nekaj o prometni signalizaciji. Kaj pa prometna signalizacija sploh je? Vse, kar nas v prometu vodi, se pravi prometni znaki, talne označbe, semafori, vse to spada pod prometno signalizacijo. Prometna signalizacija je nek vodič čez cesto. No, na cesti lahko vidimo veliko prometnih znakov. Ali vsi znaki veljajo za vse udeležence prometa? Zdaj, načeloma, vsi znaki za nevarnost veljajo za vse udeležence prometa, a ne? Vsi znaki za prepovedi veljajo za vse, razen če je specifično določeno, a ne? Ali pa za omejitve. Kaži poti veljajo za vse, a ne? Imamo pa seveda segment, kjer je nekaj prepovedi nekaterim udeležencem v prometu, a ne? Najprej si bomo ogledali 3 prometne znake, ki jih vidimo pred križiščem. Kaj pa sploh štejemo pod križišče? Križišče štejemo vsa spletišča, jaz rečem zelo velikokrat, a ne, tam, kjer se dve cesti srečata, a ne. Pod križišče ne smatramo ali pa se ne šteje neka kolovozna pot, se ne šteje dovoz do hiše, vse ostalo, kar je pa dano v javni promet, se pa smatra kot križišče. Se pravi, kjer lahko pride do neke konfliktne situacije, kjer se dva avtomobila morata srečati tako ali pa drugače. Torej ni nujno, da je križišče v obliki križa? Ne,
Ne, križišča so različnih oblik, lahko so celo zamaknjene, lahko so Y, lahko so T. En kup je teh križišč, ki jih lahko vidimo tudi v praksi. Kaj pomeni znak, na katerem je rumen kvadrat na belem kvadratu? Mišmaševci ga tudi zdaj vidijo. Zdaj ga mi dva tudi vidimo. Se pravi, to pomeni, to je znak, ki nas opozori, da se nahajamo na prednostni cesti. In kaj to pomeni za nas? Pomeni, da imamo pred ostalimi udeleženci, ki vozijo stranske ceste ali neprednostne ceste, prednost. Torej lahko peljemo. Absolutne prednosti v prometu ni. In lahko peljemo, seveda lahko peljemo, ampak bodimo pozorni, ker lahko vedno tudi v takem križišču, kjer imamo prednost, nekdo nekaj spregleda. In zato je zmeri mogoče zelo smiselno, da se ne naslanjamo na to, ker imamo prednost, nam ni potrebno paziti na druge. Lahko nekdo drug naredi napako. In mogoče, ker se pogovarjamo o prometu pa v nesrečah, se treba zavedati, da 50% vseh smrtnih žrtev je oškodovancev. Pomeni tistih, ki niso bili odgovorni za prometno nesrečo. Tako da tudi, ko vidimo tak znak, da smo na prednostni cesti, bodimo opazljivi, poglejmo levo, desno. Kaj pa narobe obrnjen trikotnik z rdečo obrobo? Se pravi, to je pa znak, ki nas opozarja, da se približujemo križišču s prednostno cesto, oziroma za nas to pomeni, da vozimo po cesti, ki je neprednostna. In v čem se razlikuje ta narobe obrnjen trikotnik z rdečo obrobo in stop znak? Se pravi, znak ustavi, kot je uradno ta stop znak, kjer vidimo, da piše gor stop, in pa narobe obrnjen trikotnik, se ne razlikujeta v smislu, kaj nam poveta. Pomeni, vozimo po stranski cesti. Razlika je predvsem v tem, da pri znaku ustavi smo dolžni ustaviti vozilo, medtem ko pri narobe obrnjenem trikotniku, vkolikor pred križiščem opazimo, da je vse prosto, lahko tudi odpeljamo. Se nam ni treba ustaviti. Sicer pa to torej vedno pomeni, da ima nekdo pred nami prednost. Vedno pa to pomeni to. Se pravi, da smo na stranski cesti in na cesto, na katero se želimo vključiti, tisti udeleženci imajo pred nami prednost. Avtomobili smer poti v križišču nakažejo smernikom. Mišmaševci mogoče poznajo besedo žmigavc, kot mu radi rečemo. Tako. Kako pa to naredijo kolesarji? Z roko. Zelo enostavno, iztegnemo roko. Pri tem je treba biti pozoren, mogoče samo na to, da vemo, da znamo tako dobro kolo voziti, da bomo lahko eno roko spustili s krmila. Je pa izredno pomembno tudi, kdaj nakažemo in na kakšen način. Da dovolj zgodaj to naredimo, da se lahko tudi udeleženci v prometu, ki vozijo za nami, na nas pripravijo. Da ne naredimo to v zadnjem metru, roko stegnemo in zapeljamo, pol je vprašanje, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. No, enako kot pri avtu. Isto. Pa so sicer kolesarji dolžni nakazati smer poti? Seveda, se so udeleženci v cestnem prometu. Ali lahko kolesarji zapeljejo tudi v krožno križišče? Seveda, tam, kjer ni urejenih kolesarskih poti, lahko tudi čez krožno križišče, se drugače ne more odpeljati po neki poti, ampak načeloma so skoraj da vsa krožišča opremljena s kolesarskimi potmi, ki vodijo ob samem krožišču. No, v takšnih primerih, ko ni kolesarske poti, pa morajo biti še posebej previdni vozniki avtomobilov, kaj ne? Tako, zakaj v krožiščih se treba zavedati, da takrat, kadar smo v avtomobilu, so mrtvi koti bistveno večji, kot so pa na ravni cesti, in kolesar ima v osnovi zelo, zelo majhno silhueto in ga zelo hitro spregledamo že na ravni cesti, kadar je kolesarska steza ob ravni cesti, v krožišču pa še bistveno hitreje. Pa dobro je, da tudi kot kolesarji, da se tega zavedamo. Vedno se treba zavedati, jaz zelo velikokrat rečem, če sem na motorju, če sem na kolesu, vedno vozim na način, da razmišljam, da me nihče ne vidi. Se pravi, da poskušam skrbeti za svojo varnost, kar se da maksimalno. No, še posebej previdni moramo biti pri prečkanju železniške proge. Kako pa vemo, kdaj se ji približujemo? Pred železniško progo imamo 3 znake, tudi jih vidite, ki nas opozarjajo na to, koliko smo oddaljeni od same železniške proge. Znak, ki ga pa vidimo tukaj gor, pa nam že pove, da je ta železniški prehod nezavarovan, kar pomeni, da nima zapornic in moramo biti na takem železniškem prehodu še bistveno bolj pozorni. Sicer, če ima zapornice, pa lahko samo peljemo? Ne. Zato, ker tudi če ima zapornice, jaz zmeraj rečem, da je lahko pa tudi mogoče kakšna težava. Lahko prije do napake, mogoče se zapornica ni spustila, mogoče luči ne delajo, ne vem, na pamet govorim. Čez noben železniški prehod se pač
ne zapeljamo kar tako, ampak vedno preverimo oziroma pregledamo, da je ta prost, ker vlak se sigurno ne bo ustavil. Tako ne glede na to, ali smo v avtu, na kolesu ali pa smo pešci. Če smo udeleženci. Znaki so različnih oblik. Zakaj in ali imajo oblike kakšen poseben pomen? Kako? Zakaj imajo? Zakaj so znaki različnih oblik? Predvsem zaradi tega, zato, ker jih v skupine delimo, ker imamo znake za nevarnosti, znake za izrecne odredbe. Eni znaki nas na nekaj opozarjajo, drugi od nas nekaj zahtevajo. In iz tega razloga so tudi oblike in barve različne, zato da nam včasih tudi bolj padejo v oči. Zato je rečemo, ne vem, znak za konec omejitve je tak bel, oziroma siv, zelo neopazen. Zakaj je temu tako? Zato, ker tudi če to omejitev spregledamo, da je konec, bomo vozili pač naprej z znižano hitrostjo, kar ne bo nič slabega. Če bomo pa spregledali znak, kjer je omejitev, pa zna biti zelo problematično. Kakšne oblike pa so znaki za nevarnosti? Za nevarnosti so trikotniki, pravilno obrnjeni, ne tako, kot je za stransko cesto narobe, in seveda gor je tudi simbol. Zakaj so na cesti ogledala? Ogledala vidimo predvsem tam, kjer je vidnost ali iz vozila, ali iz tovornega vozila, ali ne nazadnje s kolesa otežena. Se pravi, da se teže vključujemo v promet, tam pač upravljavci cest nam pomagajo s tem, da nam dajo ogledala, pa lahko si s tem ogledali malo pomagamo. Je pa problem teh ogledal predvsem to, zato ker objekti delujejo bistveno dlje, kot so v resnici, in se moramo navaditi. In ker govorimo o kolesarjih, se treba zavedati, da so to načeloma prvi udeleženci, ko se prvič spopadamo s prometom, in včasih lahko zelo hitro precenimo. Tako da pri teh ogledalih biti res pozoren. Torej niso zato, da se pogledamo in si popravimo frizuro? Mislim, če ga za to uporabljamo, pa s tem ne ogrožamo drugih, lahko tudi za to uporabite. Kateri znaki so še posebej pomembni za kolesarje in voznike električnih skirojev? Ja, predvsem znaki, ki nas opozarjajo, kje je prepoved oziroma kje so kolesarske steze, kolesarske poti oziroma kolesarske površine, kjer se lahko vozimo. No, zdaj imamo en znak, ki ga mišmaševci vidijo, torej kolo okrogel znak za rdečo obrobo. Kaj to pomeni? Da bomo tukaj pred tem znakom s kolesom obrnili, pa se naprej ne bomo opeljali. Kaj pa tale znak, ki je moder s kolesom? Tu pa pomeni, in če pogledamo od spodaj še dopolnilno tablo, pomeni, da je kolesarska pot oziroma kolesarska površina in da je v obe smeri. Tak znak bomo zelo velikokrat videli v kaki enosmerni cesti, in ko govorimo o teh prometnih znakih, se treba vedno zavedati, da je kolesar tisti, ki bo zelo velikokrat lahko tudi po enosmerni cesti peljal v napačni smeri, ampak mora biti z znakom to dovoljeno. No, mišmaševci so lahko videli še en znak, ki ga vidimo tudi zdaj, na modri podlagi kolo in rdeče prečrtano. Se pravi, konec neke kolesarske steze ali pa kjer se nahajajo kolesarji in urejena kolesarska pot. Se pravi, to boste imeli zdaj v Velenju do Slovenj Gradca oziroma proti Celju, se zelo lepo urejujejo kolesarske poti. Preden si vzamemo kratek premor, je prav, da omenimo še en prometni znak, ki že po videzu izstopa od vseh ostalih. Kaj pomeni zelena puščica na črnem kvadratu in komu je ta znak sploh namenjen? Enako kot vsi znaki, se pravi vsem udeležencem v cestnem prometu, ta znak bomo videli na semaforiziranih križiščih, postavljen bo zraven rdeče luči. Znak nam dovoljuje vožnjo v rdečo luč, kadar zavijamo desno. Pri tem znaku je treba biti predvsem pozoren na to, da se zavedamo, zato ker je centralni semafor ali pa semafor, ki ga gledamo na rdeči luči, pomeni, da imajo pešci in kolesarji zeleno, in pomeni, da moramo biti v prvi vrsti pozorni na te, na kolesarje in pešce, in šele na to, na vsa vozila, ki vozijo po tej cesti, na katero se mi vključujemo. Kjer tega znaka ni, pa torej ne moramo zavijati pri rdeči luči? Ne, zato ker tam pa se upoštevajo svetlobni prometni znaki in rdeča luč pomeni stoj. Torej tudi, če se nam zdi, da ni nobenega in bi lahko, ne moremo? Ne smemo. Ne smemo, v redu. Hvala za enkrat, zdaj pa spet čas, da si privoščimo malo glasbe. Signore, signori,
amici, Valentino Rossi, cappuccino cicci. Greva, pa čeprav ne smeva, mami ne poveva, recina si šla na cappuccino. Greva, limuzina bela, pelje do hotela, recina si za cappuccino. 1, 2, 3, 4. Daj se ustavi, da te povabim, ker tvoj bikini dela mi problem v glavi. In se pripravi, saj nisem mali, po tebi bi igral kot po kitari. Sada špela, neža, wellness, fitness, diskoteka, malo unga, malo tega, rečeš ajmo, rečem greva. Greva, pa čeprav ne smeva, mami ne poveva, recina si šla na cappuccino. Greva, limuzina bela, pelje do hotela, recina si za cappuccino. Daj se ustavi in ne pozabi, da jutri spet se bova videla na kavi. In se pripravi, da v Ljubljani me čakala boš, jaz pa bom se žali. Sada špela, neža, wellness, fitness, diskoteka, malo unga, malo tega, rečeš ajmo, rečem greva. Greva, pa čeprav ne smeva, mami ne poveva, recina si šla na cappuccino. Greva, limuzina bela, pelje do hotela, recina si za cappuccino. Signore, signori, mi cari amici, Valentino Rossi, cappuccino cicci, bailamo tutta settimana con mia bella italiana. Greva, pa čeprav ne smeva, mami ne poveva, recina si šla. Greva, pa čeprav ne smeva, mami ne poveva, recina si šla na cappuccino. Greva, limuzina bela, pelje do hotela, recina si za cappuccino. V današnji oddaji spoznavamo prometna pravila. Na začetku smo povedali, kdo vse se lahko vozi po kolesarski poti. Ali je pomembno, da upoštevamo smer vožnje, ki jo nakazujejo puščice na kolesarski poti? Meni se je to osnova, a ne? To je tako, zamislite si, da bi se tudi z avtomobilom vozili tam, kjer bi nam pač bilo všeč, a ne? Da bi se peljali iz Šoštanja proti Velenju po levem prometnem pasu, zato ker nam je pač to ljubše, a ne? Tako je pa s kolesi, a ne? In smer vožnje kolesarja je izredno pomembna, predvsem zaradi tega, zato ker če bi vsi upoštevali prometna pravila, jih tudi tukaj pričakujemo. In ga ne pričakuješ na drugi strani, a ne? In je lahko zelo hitro tudi spregledan. Je pomembno. Če ni kolesarske poti, kakšna mora biti razdalja med avtomobilom in kolesom? Govorimo takrat, kadar ga prehiteva. Ne, nasplošno. Ko vozim za njim. Tako. Zdaj, če vozim za njim, moram voziti na varnostni razdalji, a ne? Ki je seveda odvisna od tega, kako hitro se vozimo. Takrat, ko je pa prosto, a ne, pa da grem mimo kolesarja oziroma ga prehitevam, je pa izredno pomembno, da je zakon tukaj, ker so to ranljivi kolesarji, jasno povedal, da pri teh udeležencih mora biti bočne razdalje najmanj 1,5 metra. Se pravi, da se mu moramo res umakniti, da ga s tem ne ogrožamo. Ali je enako tudi, če z avtomobilom prehitevamo pešca? Seveda, jaz osebno učim na enak način. Tudi pešca,
če ga že ne zadaneš, če se peleš 10 cm mimo njega, ga bo pa kaj drugega zadela, ne? Strah. Tako da pri pesih, ki so lahko zelo nepredvidljivi, si vzamemo vedno dovolj bočne razdalje. Lahko ti tudi slabo rata, lahko padeš po vozišču. En kup je enih stvari, ki se lahko v tistem trenutku zgodijo in iz tega razloga je zelo pomembno, da je bočna razdalja dovolj velika. Kaj pa govorimo torej takrat, kadar ni pločnika in kolesarske poti? Kakšna mora biti razdalja, če kolesar prehiteva pešca? Bočna razdalja torej. Mislim, zdaj same bočne razdalje pri temu ni določeno, da bi rekli, da je zdaj določena, ki je v zakonu, tako kot smo prej govorila, ampak enako velja. Prej smo se pogovarjali o vseh motečih faktorjih v prometu, od slušalk vsega ostalega, in že iz tega ne veš, tudi če s kolesom voziš za nekim pešcem oziroma ga hočeš prehiteti, ne veš točno, o čem razmišlja, kaj bo naredil, bo mogoče stopil levo in tudi tukaj pazljivost, zmanjšati hitrost, dovolj bočne razdalje in ga prehiteti varno. Zadnje čase so zelo popularni električni skiroji, o katerih sva danes že kar nekaj povedala. Kakšna je največja dovoljena hitrost, če smo na električnem skiroju? Zdaj homologirana ne bi bila 25 km/h in to je tista maksimalna hitrost, s katero bi se lahko s temi električnimi skiroji vozili. Žal, vemo, da vsi grejo bistveno hitreje. Ali so električni skiroji nevarni? Zelo. Predvsem zaradi tega, zato ker prva zadeva je, na električnem skiroju stojimo, kar pomeni, da že moramo imeti kar nekaj koordinacije. Druga zadeva, ki je pa izredno problematična, so pa ta majhna kolesa, ki bojo vsako še tako majhno udarno jamo pretvorile v neko nevarno situacijo, v smislu, da lahko izgubimo kontrolo nad skirojem in pademo. In pri 25 km ali pa mogoče pri tistih, ki grejo še bistveno hitreje, je lahko to tudi usodno. Pa so nevarni samo za nas kot voznike električnih skirojev ali tudi za druge udeležence prometa? Za vse. Mislim, bodva odkrita. Če se nekdo s skirojem pri 20 km zaleti vate, je vprašanje, kako jih boš odnesla. To so v prometnih nesrečah, kakršnekoli pa so, vedno prije do hudih poškodb. Že sami vidimo, noben od nas si ne upa zašprintati, bomo rekli, če sem zelo domač. V eni sobi se nihče ne zaupa teč, kolikor hitro lahko pa se zaleteti v steno. Drži? Pa nismo dosegli hitrosti 25 km/h. Vsaj večina od nas ne. Pa so lahko posledice hude. Kaj šele na cesti, kjer se nekdo zaleti vate s 25 km/h. Vem, da si ti veliko na cesti. Ali je pomembno, da se udobno počutimo v prometu? Predvsem, jaz ne rečem, da se počutimo udobno, ampak da se suvereno. Se pravi, da vemo, kaj moramo početi in da smo prepričani, da to znamo. Takrat bomo tudi udobni. Takrat se bomo tudi udobno. Če smo suvereni, če vemo, kaj moramo početi in da se tega držimo, potem bo tudi udobje na zelo visokem nivoju. Si inštruktor vožnje, vem, da si veliko na cesti, kot sem že prej rekla. Nam lahko zaupaš kakšno prigodo, ki se ti je naredila? Mislim, vse prigode so po moje, da vsak dan, če si na cesti, se jih tudi najbrž ni treba biti inštruktor v Sloveniji, da prigode vidiš, ampak vidiš vse. Vidiš od tega, da nekateri so res zelo nesigurni v prometu, da delajo včasih zamaške, do tistih, ki so res agresivni in dejansko mislijo, da je cel svet njihov. In bolj pomembno je, da sem mnenja, da še vseeno se ljudje poskušamo distancirati od teh stvari in odpeljati to svojo vožnjo in ostati nekako varni. Prigod je pa en kup, tudi to, da sem že mogoče se kdaj ustavil na zaviralnem pasu oziroma na izvozu iz avtoceste, zato ker je nekdo odpeljal v napačno smer in je to spregledal. In tukaj ni bil obesten voznik, to je bil nekdo, ki je spregledal enostavno ali pa bil z mislimi nekje drugje in zgrešil smer, in to se mi zgodi, rečemo, v Arji vasi. Arja vas je tako, dokler niso uredili vseh teh talnih obrob, ki so zdaj, je bila lahko zelo nevarna in si malo prehiter zavil, pa si bil na napačni smeri avtoceste. Tako da prigod je ogromno. Dober je, zaenkrat so varne, sem še zmeri cel. Na koga moramo biti sicer najbolj pozorni v prometu? Jaz zmeri pravim, da vsi mi lahko spremenimo ali pa lahko vplivamo samo na dve stvari v prometu. To je naša hitrost in naša varnostna razdalja. Se pravi, v prvi vrsti bodimo najbolj skoncentrirani sami nase. Ker če boste vi, pa mi,
vsi skupaj, če bomo gledali na to, da se bomo vozili varno, pa bojo tudi vsi okrog nas varni. Dejstvo pa je, da je treba gledati tukaj na ranljive skupine, kot so, ne vem, otroci, kot so starejši, kot so invalidi, predvsem iz tega razloga, zato ker na eni strani otroci niti ne razmišljajo, starejši mogoče precenjujejo, invalidi vemo, da teže kaj naredijo in so to ranljive skupine, na katere moramo biti bolj pozorni. No, danes smo obnovili naše prometno znanje, pravila, ali je pomembno, da to obnavljamo ves čas? Jaz mislim, da je to tako, kot pa vse ostalo. V stvari, v kateri hočeš biti dober, pač moraš obnavljati. Dejstvo je, da to ne bomo zdaj delali vsak teden, pa brali zakonodajo, pa pravilnike, ampak ja, včasih je pa mogoče dobro kaj prelistati, kaj pogledati, mogoče se ustaviti tam, kjer nam ni jasno, pa mogoče dobiti tudi prave odgovore, zato ker še zmeri, takrat, ko nismo sigurni v prometu, kaj narediti, takrat smo nevarni. Super, najlepša hvala za vse informacije in za današnji obisk v studiu. Hvala tebi. Mi Šmaševci, danes smo se naučili, da je zelo pomembno, da v prometu upoštevamo pravila. Držite se jih, saj smo zaradi tega lahko bolj varni. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri. Does it show again?